večer, gledate oddajo? Dober večer. Sva Jovanka In Jolanda. Verstehen. Danes bomo postregli z veliko pretresljivimi, zanimivimi in zabavnimi novicami. Prvo kot prvo, v Italiji se je zgodil veljanski potres, ne vemo, ali je školno trgalo se prema, ali sta to samo sandala v školu. Med drugim pa smo zalotili tudi Donalda Trumpa, ki se v Starbucksu pogaja za kose pomaranč. Seveda. Imamo tudi novice o vremenu in sicer po celotni Sloveniji in Mariboru še posebej. Pozdravljeni, pa povejmo še nekaj o vremenu. Torej, kot lahko vidite, bo v ponedeljek med 7 in 9 stopinj Celzija in da se tudi zgoditi, da bo prišlo do manjših neviht. Ja, neviht. Torej, kot vidite, bo v torek podobno, samo da bo med 8 in 12 stopinj. Pravzaprav pa imam tukaj en nasvet za vas ljudi, če vas sebe si oblečete jakno. Ampak veste, nikoli ne smemo zaupati vremenske napovedi, še posebej, če je zjutraj. Torej, pa pojdimo na sredo. V sredo bomo lahko na nebu videli 2 oblaka in sonce. Čakaj, zakaj pa na to sonce? No, v četrtek bo podobno kot v ponedeljek in torek, in v petek bo podobno kot v četrtek, in v soboto bomo na nebu samo en oblak. Nedelja pa nobenega ne zanima, ker bomo vsi doma gledali televizijo. Hvala vam za vašo pozornost in gremo naprej. Poglejmo najprej našo svetovno kamero. Da, poglejmo si, kaj posnela v Italiji. Torej, v Italiji se je zgodil najhujši potres do sedaj. In tu na svetu premagali so celo Japonce. Italijanskemu škornju je to besedno odprla papa. Bilo je mnogo ranjenih ter zelo veliko mrtvih in potres smo lahko občutili tudi v Sloveniji. In ko smo že pri čevljih, v Kiku imajo kar 70% popust na večino izdelkov. In sploh niso naši sponzorji. Torej, naša ekipa je šla v Italijo in naredila intervju z ljudmi, ki so po potresu ostali brez vsega. It was just raining and then it started to poof. I was scared that my kids are gonna die. Zdaj, we were hiding and then our house was gone. I don't know if all my friends are alive. Nazaj. Ampak to še ni vse, kar je najela naša svetovna kamera. Res je, naslednji dogodek nas pelje v Srčane. Oziroma Starbucksa. Saj, to sem rekla. Torej, v Starbucksu smo videli Donalda Trumpa, kako barata za 5 pomaranč. Donald Trump naj bi začel s svojo proizvodnjo biopudra. In če želi, da bo produkt v bari njegove kože, potrebuje pomaranče. V intervjuju z Donaldom Trumpom smo ugotovili, da so njegovi podporniki bojkotirali Starbucks, ker so ti najemali begunce oziroma mehiške državljane v svoje podjetje. Zato seveda Starbucks ni želel postreči Donaldu Trumpu z 5 pomarančami. Kako bo Donald Trump dobil svojih 5 pomaranč, do daljnega ne vemo. Ostanite z nami. Na počitelji ne dovolijo vremeno. Torej, jaz osebno dovolim plonkati, saj mislim, da tako otroci razvijajo svojo pamet, se morajo misliti, kam naj napišejo tisto besedilo, ki bi se ga morali naučiti, pa vendar se ga niso, saj je normalna velikost plonk lista 5x5 cm. Ja, meni učitelj ne dovoli plonkati. Ponavadi si jih napišem na roko. Ja, plonkamo lahko, ampak nam učitelj ne dovolijo vedno. Pa če sem pa dobrovčenka, da meni ljudje pustijo, da lahko imam plonk listke v velikosti 2x2, zato ker jaz se ne rabim učiti, ampak gledajte, trik je v tem, da jaz imam ful višji IQ od povprečja, povprečje je kamen. In gledajte, jaz ne vem, kako bi to drugače rekla, ampak jaz sem ful cool.
začela zelo izpit. Torej, ko smo videli v prispevku, je na tej šoli še vedno dobljeno plonkanje. Jaz sem šolo hodil 10 let in takrat še tega ni bilo. Jaz pa sem se rajši zanašal na svoje znanje. Jaz ga žal nisem dosti imela. Očitno. Torej, hvala vam in se vidimo spet jutri. Dober večer.